tih in miren dan je danes. Rada imam take dni. Rada imam tišino. Spomnim se, da sem kot otrok večkrat slišala besedo tišina izgovorjeno s tonom, ki mi je pomenila, naj zaprem svoja usta. V meni je rasel občutek nemoči, ker nisem smela izraziti tega, kar bi si želela. In raslo je prepričanje, da je tišina nekaj, kar ni lepo. Z njo sem povezovala žalost in samoto. Dogodki v mojem življenju so me pripeljali ravno tja, kjer je bilo potrebno tišino sprejeti kot svojo dobro prijateljico. Jo sprejeti z vsem, kar je imela pripravljenega zame. Na začetku je moja tišina bobnela. Na samotnih poteh se je v meni dogajala bitka med umom in dušo. Si je želel preteklih zgodb, duša pa miru. In tišina se je počasi, ampak zares počasi, začela spreminjati iz bobnenja v čisti mir. Praznega prostora je v mojih mislih postajalo vedno več. Začutila sem, da je v meni prvinska potreba po tišini. In zdaj, ko to vem, sem se zaljubila v svojo realnost. Ne prizadanejo me stvari, ki so me prizadele v preteklosti. Predelam jih v tišini, ki mi vedno ponudi odgovor. Na meni pa je, ali sem ga pripravljena sprejeti. Narava mi je vedno ponudila varen prostor, da sem na teh svojih dolgih poteh odložila vse, česar nisem več potrebovala. Naredila je mojo tišino lepo, brez da bi karkoli zahtevala v zameno. Ljudje se radi zataknemo v občutek, da smo živi samo, če se nekaj dogaja zunaj nas, če smo opaženi in zaželjeni. Če pa se nam zgodi, da za daljše življenjsko obdobje ostanemo sami, se ponavadi počutimo žalostne in osamljene. In dolgčas nam je. Ljudje ljubimo pogovore. Ne trdim, da jih ne potrebujemo, vendar ni vedno potrebno, da odgovorimo z besedo. Obstaja veliko načinov, kako v jeziku, ki ne uporablja besed, lahko izrazimo sebe kot človeka. Tišina ima mnogo dimenzij. Pred leti se me je dotaknila zgodba umetnice Marine Abramović. V newyorški galeriji je več dni nepremično sedela in strmela v oči naključnih obiskovalcev, brez da bi spregovorila eno samo besedo. Raziskovala je tišino. Tišino je uporabila tako, kot glasbenik uporabi zvok ali slikar svoje platno. Ko je tako mirno sedela z obrazom obrnjenim v mizo in čakala na naslednjega naključnega obiskovalca, ni niti slutila, da bo tokrat tišina spregovorila drugače. Nastal nasproti nje se je usedel moški, s katerim sta se pred mnogimi leti razšla. Od takrat se nista več videla. Oba umetnika, oba zaljubljena v življenje. Marina dvigne pogled in zazre se v dušo, ki jo je dobro poznala. Tekle so solze. Samo dotik njunih rok ob slovesu je povedal več, kot bi povedalo 1000 besed. Zato tišina, ker pove vse. V nas ljudeh pa je, da ji znamo prisluhniti. Vedno, ko me nekdo objame, tiho, brez besed, je moj odgovor na njegov tihi dialog nasmeh.
Vem, da ga razume. Ne boj se tišine. Pomiri se z njo, kajti v tistih tihih trenutkih boš slišal sporočilo, ki je namenjeno samo tebi. Osti jarej, ostani mlad.